A veš, da obstajajo zakoni o seksu, ki so tako čudni, da bi presegli, da so vzeti ven iz komedije, ampak niso. To so dejanski zakoni, ki so zapisani v zakonodaji različnih držav in nekateri od njih veljajo še danes. Danes ti povem za 10 najbolj bizarnih seks zakonov, ki veljajo po svetu. Eni te bojo nasmejali, drugi te bojo šokirali ali pa te bojo pustili z mislijo, pa kako za vraga je lahko to sploh zakon. Dajmo začeti kar v Singapurju. Singapur je znan po svojih strogih pravilih in tam ti lahko dejansko napišejo kazen že samo, če žvečeš čigumi. Ampak, poslušaj to. Dolg časa je bil prepovedan tudi oralni seks in kar je še bolj čuden, dovoljen je bil samo, če je bil del predigre. Torej, če je bil oralni seks glaven šov, je bil prekršek. To je slišati kot kakšna slaba šala, ampak tam so dejansko pisali pravila o tem, kdaj smeš in kdaj ne smeš uživati v oralnem seksu. Gremo naprej na Guam. Na tem otočku v Tihem oceanu je veljal zakon, da se ženske ne smejo poročiti kot device. In veš, kaj so tam naredili? Imeli so moške, ki so imeli celo uradno službo in so se imenovali profesionalni defloratorji. In njihova naloga je bila, da za plačilo v bistvu spijo z ženskami in jih pripravijo na zakon. In ja, to je bila dejansko kariera. Mislim, predstavljite si razgovor za službo, ki te vprašajo, kje so pa vaše izkušnje. Zdaj pa skočimo naprej še v Alabamo, v ZDA. Tam so bili časi, ko si seks igračk sploh nisi smel kupiti. Če si hotel vibrator, si ga lahko kupil samo pod oznako zdravstveni pripomoček. Ljudje so si zaradi tega izmislili celo vrsto kreativnih rešitev. Ampak resno, prepoved vibratorjev in to v državi, kjer lahko brez težav kupiš orožje na vsakem koraku, no, to je pa res paradoks, ki pove več kot 1000 besed. Še bolj zabavno je pa v Arizoni. Tam so šli v bistvu še korak dlje. Doma si lahko imel samo 2 seks igrački in če si jih imel več, si bil uradno v prekršku. Predstavljaj si policijo, ki pride na hišno preiskavo in ti začne preštevati vibratorje. 1, 2, o gospa, 3, no, greste z nami. Resno, jaz ne vem, kako bi to sploh izgledalo v praksi. A bi imeli posebno enoto za preštevanje igračk? In kaj, če bi imela tvoja prijateljica pri tebi shranjenega še svojega? A bi se to štelo že kakor tihotapljenje? No, zdaj pa skočimo še v Anglijo, malo v preteklost. V 19. stoletju so imeli zakon, da moški ne sme seksati ženo, če je bila ta na vrtu v bližini ribnika. Zakaj? No, to noben ne ve točno. Mogoče so mislili, da bi to motili ribe, čist možno pa, da je bil tudi kakšen poslanec malo preveč navezan na svoj ribnik. V Hongkongu pa imajo čist svojo brutalno zgodbo. Če je mož prevaral ženo, je ta po zakonu imela dejansko pravico, da ga ubije. Ampak samo z golimi rokami. Če je hotela uporabiti orožje ali pa karkoli takega, ga je lahko uporabila samo proti ljubici. Predstavljajte si ta prizor, zakon, ki dobesedno predvideva 2 scenarija maščevanja. Mož samo roke, ljubica pa lahko karkoli. Brutalno, bizarno in v bistvu je precej strašljivo. Hkrati pa je to eden tistih zakonov, ob katerem se sprašuješ, kdo ga je sploh napisal in s kakšno logiko. Zdaj pa skočimo še v Španijo. Barcelona je pred leti skoraj prepovedala hotele, kjer so si ljudje lahko najemali realistične seks lutke. Uradna razlaga je bila, da naj bi to kvarno vplivalo na moralni red mesta. To je ful ironično, glede na to, da je Barcelona znana po svoji sproščeni kulturi in nočnem življenju. Očitno je bila plastika kar naenkrat prevelika grožnja tradiciji, kakor da bi bila lutka nevarnejša od vsega drugega, kar se ponoči dogaja na ulicah. No, zdaj pa gremo še v Wisconsin, kjer so se spravili celo na poljube. V enem od mest je v bistvu veljal zakon, da se v javnosti ne smeš poljubljati dlje kot 5 minut. Predstavljaj si, da stojiš na ulici in objemaš svojo ljubezen, ura ti v ozadju začne odštevati sekunde, kakor pri kakšni tekmi, in ko prideš do 6. minute, no, že si kršil zakon. Torej, če si hotel ljubezenski trenutek, je mogel biti dobesedno kratko in sladko. Na Samoji pa kar previdno z rojstnimi dnevi. Tam je veljal zakon, da je bilo nezakonito pozabiti rojsten dan svoje žene. In če si ga, si dobil kazen in ne govorimo samo o tistem silent treatmentu doma, ampak tudi uradno po zakonu. Iskreno, jaz mislim, da bi bila marsikatera ženska vesela, če bi ta zakon obstajal še danes, ampak ne samo zato, da moški ne bi pozabili na torto ali pa darilo, ampak zato, ker bi končno imela pravno podlago za tisto magično vprašanje. A res ne veš, kater dan je danes? No, za konec gremo pa še v Minnesoto v ZDA.
tem naj bi bil v zakonu zapisan prepovedan goli spanec. Torej, če si šel spat brez pižame, naj bi bil tehnično kriminalec. Sam predstavljajte si to, da pride k vam domov policija in vas zaloti brez pižame in ti pa reče: gospod, žal vas moramo odpeljati, ker niste oblečeni. To bi bil že res mal preveč poseg v spalnico, a ne? Ljubezensko življenje, spalne navade in celo udobje, vse bi bilo regulirano z zakonom. Ampak naj dodam, ta zakon je v bistvu bolj mit kot dejansko pravilo. V resnici v Minnesoti ni prepovedan spati nag, ampak je zgodba tako bizarna, da je preprosto predobra, da je ne poključila. Kakor vidiš, se zakoni o seksu res ne ustavijo po običajnih pravilih. Nekateri so res tako zastareli, drugi so še vedno zapisani v zakonodaji in tretji so tako bizarni, da se jim lahko sam smeješ. Včasih se zdi ful neverjetno, da so ljudje dejansko mogli živeti po teh pravilih. Kakor da bi jim država hotela vnaprej napisati scenarij za spalnico. No, na srečo pa danes živimo v času, ko imamo veliko več svobode, da lahko o seksu odkrito govorimo, raziskujemo in tudi uporabljamo igračke. In to brez strahu, da bi nas policija obiskala samo zaradi tega, ker imamo doma malo preveč vibratorjev. To je bilo 10 najbolj bizarnih seks zakonov po svetu. Katero od teh pa se tebi zdi najbolj zanimiv in pa neverjeten? No, napiš mi v komentar. Pa ne pozabi dati lajka, naročiti se na naš kanal, pa vklopiti obvestile, da ne zamudiš naslednjih videov. Slediš nam lahko tudi na Facebooku, Instagramu, TikToku in Threadsih, lahko pa tudi obiščeš kakšno od naših trgovin v Ljubljani in v Kranju. Hvala vsem, ki ste gledali ta video in se vidimo naslednjič. Čau!